Lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Šolarji iz Mojstrane so ta teden preživeli na gorniškem taboru v Vratih. Tja se redno odpravijo vsako leto, na taboru pa spoznavajo življenje v gorskem svetu in se seznanijo tudi z delom gorskih reševalcev. Tokrat smo se zbrali na 26. taboru. Veseli me, da smo ga lahko organizirali in da smo zopet tule v Vratih. Tokrat malo drugače, žal ne moremo imeti svojih gostov, ki so bili tudi že tradicionalno z nami, saj to je UNESCO projekt. Nas pa veseli, da vsaj mojstranški osnovnošolci letos zopet lahko preživljajo lepe dni v gorah. Tabor je organiziran kot 5-dnevni tabor, seveda rdeča nit so pohodi in pač doživljanje gora. V sklopu tabora imamo pa več delavnic. Za mano, kot vidite, poteka delavnica, ki jo predstavljajo gorski reševalci iz Mojstrane, ki se predstavijo. Potem imamo uporabo defibrilatorja in prvo pomoč spoznajo tudi učenci in pa potem likovno ustvarjajo, nekaj bojo tudi literarnega ustvarjanja imeli, tehnično delavnico, druženje. Seveda imamo to možnost, da lahko dejansko preživimo v gorah ta teden in da lahko živimo tukaj pod Triglavsko steno v Šlajmarjevem domu in za nas vedno lepo poskrbljeno, obroke nam pa prijazno in dobro pripravijo v Aljaževem domu. Člani prostovoljnega gasilskega društva Gozd Martuljek in Kranjska Gora so ta teden izvedli vajo na Bledu. Šlo je za ukrepanje ob požaru v notranjosti stavbe. Na Bled pa so šli, ker imajo gasilci tam objekt, na katerem redno vadijo in so jim ga odstopili za urjenje. Smo pred hišo, smo imeli danes vajo gašenja notranjih požarov in sicer s PGD Kranjska Gora in pa PGD Gozd Martuljek. Po dolgem času smo se fantje zbrali na pobudo, bi rekel, poveljnika PGD Kranjska Gora, Mitje Kosiča, da zadevo poskusimo še v praksi. Zakurili smo v pritličnem prostoru, kjer je bil večji požar in potem so fantje izmenično in pa dekleta hodili noter, bi rekel, gasiti notranji požar. Preiskali smo tudi prostore v nadstropju in s termovizijsko kamero pomerili temperaturo samega zraka. Na vaji smo sodelovali z dvema vozili, se pravi GVC PGD Kranjska Gora in pa GV2 PGD Gozd Martuljek ter vozilo GVM Kranjska Gora za pomoč, jeklenke in pa sam material za vžig. Sodelovalo je 6 članov PGD Kranjska Gora in pa 5 članov in pa članica iz PGD Gozd Martuljek. Namen današnje vaje je bil vadba v zelo realnih pogojih gašenja notranjega požara. Zelo je koristilo vsem gasilcem, tako našemu društvu Kranjska Gora in tudi Gozd Martuljek. Delali smo na zelo visokih temperaturah, tudi preko 700 stopinj so dosegale notri v objektu. Učili smo se pravilnega vstopa, pravilno tehniko oziroma taktiko gašenja, ter največ smo pa dali poudarka na lastno varnost. Sam objekt so nam dali pobudo oziroma ni prošnjo našo, nam je odstopil PGD Bled, kjer oni redno trenirajo na tem objektu. Člani in članice turističnega društva Davje Mojstrana so se družili s prijatelji iz Avstrije in Italije. Čezmejno srečanje Dobrač 2020 je minilo v lepem vremenu, odličnem vzdušju in tudi prijateljskih odnosih. Udeležili smo se čezmejnega srečanja na Dobraču.
To srečanje pripravljamo skupaj Slovenska koroška kulturna društva iz Avstrije, kulturno društvo Planika iz Kanalske doline in pa turistično društvo Dovje Mojstrana skupaj s Slovenskim planinskim muzejem. Letos je bilo še posebej lepo, kajti pričakalo nas je pravlično vreme, zares pogledi na naše Julijske Alpe, tudi na očaka na naš Triglav. Šli smo kar z 2 kombijema in tam smo se srečali s prijatelji iz Italije in pa Avstrije. Na vrhu Dobrača je bila tudi maša v slovenski cerkvi, ki je poleg nemške ena najvišjih cerkva v Avstriji. Bilo je zelo lepo. Ob tem bi se rad zahvalil tudi vsem, ki so nam pomagali. To je kmetija Klemenak iz Radovne, ki je prispevala domačo hrano, folklorna skupina Dovje, 2 njuna člana sta prišla oblečena v narodno nošo in sta tudi zaplesala, Jako Kernu, ki je zaigral na harmoniko, in tudi vsem ostalim, še posebej športni agenciji Kofler Šport, ki nam je brezplačno ponudila najem kombija. Bilo je zabavno, z nami je bil tudi podžupan občine Kranjska Gora. Tovrstno srečanje je bilo 4. po vrsti, Gorenjci smo se ga udeležili drugič in vsako leto se število Slovencev, ki pridejo tja, nekoliko poveča. Verjamem, da bo zabavno in lepo tudi naslednje leto, ko se dobimo v mesecu juniju, tokrat pa v Kanalski dolini na Svetih Višarjah. Prepričan sem, da bi bil Jako Paljaš, čigar kip stoji za mojim hrbtom, ponosen na nas. Obiskovalci gora so v tradicionalnem poletnem izboru Planinske zveze Slovenije in medija Siol.net Najplaninska koča 2020, v kateri je sodelovalo 156 slovenskih koč, za najplaninsko kočo izbrali Mihov dom na Vršiču, ki z višine 1085 metrov ponuja lep razgled na Julijske Alpe. Vesel sem, da je nagrada v naših rokah. Mislim, da je pretehtalo to, da so ljudje opazili spremembe v okolici doma in kulinariki, četudi sva s partnerico tukaj šele od oktobra. Opažava, da se ljudje vračajo k nama. Cenijo najino delo, trud in ustrežljivost. Oskrbnik je tista oseba, s katero ima pohodnik prvi kontakt in veste, koliko je ta prvi stik pomemben, je bil nad nagrado navdušen oskrbnik Mihovega doma Aleš Štefe. Dober oskrbnik ni zgolj tisti, ki skrbi za okusne jedi, temveč mora biti dober poznavalec okoliških gora. Mihov dom na Vršiču je v lasti planinskega društva Kranjska Gora, ki je v zadnjih 5 letih veliko vložilo v obnovo. Dom ima novo streho, kuhinjo in postelje, zato je toliko bolje, da zanj skrbi dober oskrbnik. Drage gledalke in gledalci, prelistajmo še koledar prireditev. Gustelnov pohod, ki so ga v okviru Aljaževih dni zaradi slabega vremena prestavili, bo prihajajočo soboto, začel se bo ob 8. Toliko smo, drage gledalke in gledalci, pripravili v tokratni kroniki tedna. Želim vam prijetne dni, ki so pred nami in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!